Fancy hotelu ob sladkih jagodah, vroči čokoladi. Vse sladko. Za sladke deklice je sladko, ne? Mislim, da je cukor ob cukru, ne? Živjo, moje ime je Ula in to je naš nov kanal Džungla. Današnji video je blind dating in jaz si bom izbrala mojega sanjskega fanta, pa bomo videli, kaj bo prišlo ven. Ula, tako smo se zmenili v avto, a? Hitro pa šeri, lajki, subscribi, pa pokomentiri, na katero vprašanje bi ti odgovoril in kako. A ste pripravljeni? Prvo vprašanje, opiši idealno punco. Številka 1. Mora biti fajna, energična, dober karakter, poštena, pa če ima kako fajno oblino, pa tudi ni slabo, no. Ok, pa številka 2. Podpišem se pod njegovo izjavo, kar pa bi še dodal je smisel za humor, a ne, da se zna pohecati. To je to, to je to. To je to? Ok, številka 3. Dve košarca. Wow. Da je košar. Skromen. Prijazna, da je zgovorna, da zna nasmejati. A ti poznaš kjero prijazno z D košarco? Ne. A to je vse? Ali še kaj? Ja, tako. Da zna kaj lepega skuhati, tudi to je vedno dobro. Številka 4. Mora znati kuhati, da bodo naši trebuški siti, da zna pet, da se poširi to v družini. A da se skupaj dereta, ne? Tako, ja. Ok, tvoj komentar mi je bil ful všeč. Ok, zdaj pa 5. Ja, meni bi bilo ful fajn, če ima kar velik karakter, ne, tako globoka duša. Recimo lepo oblikovana kot moja številka. Fajn je tudi, če zna dobro pohano narediti, s tem se definitivno prikupi. Kaka prekmurska gibanica, dečki, ne? To je res. Ne, to pa je nekaj sladkega, ne? V vsakem pravim obroku še mora biti nekaj sladkega za na konec, ne, definitivno. No, je pa prilizovanje. Če pa je še prijazna, pa še bo kaj lepega zraven povedala, pa še toliko boljše. Ne. To je čisto tako. A pol tebi je samo pomembno kuhanje, ali kako? Ne, definitivno. Priznaj. Definitivno je super, če znaš kaj lepega zraven povedati, pa ti tudi ne. Pokazati, ne? Boma se pol zmenila. Mislim, da številko 5 kar cancel. Ja. Ok, 6. Meni je najbolj pomembno, da je predvsem energična, ker se dosti jaz ne smejim in da me zna zelo dobro nasmejati. Diplomatski odgovor je fajn. Sebe je ponižal, da se, a veš, Ponižal za njo. da se je zasmili, bogi srod. Jaz sem ful pozitivna oseba, tako da nekaj skupenega že imava. Čakaj, zdaj ti malo. A že imaš kjerga izbranga? Ja, vsi so mi bili všeč, mogoče 3 me ni čist prepričala, no tale 2 košarca, pa to mi ne gre skozi. Fajn bod. Sorry, Kunstič. Živjo, jaz sem Žiga. Ali ti je žal, da si me izločila v prvi krogu? Ne, zaradi tega, ker me ful nisi prepričal s tole 2 košarca. Ok, a ste ready za drugo vprašanje? Ok, kam bi me peljal na prvi dejt in zakaj tja? Fant številka 1. Kam bi te peljal na prvi dejt? Ok, torej vidim, da ne smem odgovarjati preveč takih o košarcah pa to, a ne? Jaz bi te peljal na eno romantično večerjo ob svečkah. Svečke, lahko tudi McDonald'su daš, tako da. Boma romantična večerja v McDonald'su ob svečkah. Mislim, lej, meka imam rada, tako da tudi to bi šlo. Vidite, fantje. To je to. Ok. Fant številka 2. Jaz predvidevam, kot ponavadi dekleta imajo rade hišne ljubljenčke. In jaz bi jo peljal v Cat Cafe, tako da Uporabil je Joe. hrana, male mačke, briketi, fajn von po mačjem WC-ju, svečko bom dal, to je to, To je šlo pa dal. top that. Ok, 4.
Pa jaz bom šel minimalistično, ne. Neki na travnikov, neki reki, lepo na travnikov, neki piknik bolj. Neki zvečer lepo pol zvezde gledat, pa to tako lepo komet, pa to vse kar nam je. Komet. Ded bo komet najdu. Kaj pa če je oblač? Ej, stari, na komete te bo pel. Komet Serbus, še teden imam dejt. Pač narava. Pa komet, ja. Ok, tvoj odgovor je bil pa ekstra. Ja, če je komet zrihto, pizda. Ne, ampak narava me pa prepriča, no. Pa komet, ja, ne. Ok, številka 5. Pa jaz bom zdaj vsakega nekaj. Najprej mogoče neki romantični sprehod do ene sladke kavarne. Po poti bi ptičeke poslušala, kak nama romantično pojejo, pol bi si nekaj sladkega privoščile. Pol pa mogoče kakšna večerna masaža ali pa kopel v kakem fancy hotelu ob sladkih jagodah, vroči čokoladi. Vse sladko. Za sladke deklice je sladko, ne? Ula, sladkorno boš dobila pri njemu. Pa inzulin ti zrihta, ker zravno paket. Sam šus malo. Mislim, da je cukor ob cukru, ne? Pa številka 6. Jaz pa mislim, da bi šla kar v kino. Šolska. Kokica. A bi jaz zbirala film? Ja, seveda. Ok, to bi šlo. Pa kokice bi kupil itak. Kar te sicer ona Ej, plača. Ula, to je tako neizvirno, kar ti je zdaj šestka rekel, da ne vem. Lej, če bi lahko jaz film zbirala ali pa risanko nekakšen Frozen, lej, to bi šlo. Se je vedno ženska izbira film, a je to sploh se kdaj lahko spremeni. To je tako, ja. Ampak dvojka me pa res ni prepričala, no. Dvojka s tem lemačim WC-jem, ojoj, pač Ko si rekel mačke, je bilo ekstra, ampak pa, ko si pa začel z WC-jem, sem bila pa tako, ojoj. Ja, jaz sem realen, on ti je komet obljubil. A ne Piletič, znamo vse, je žal. Nekaj me res nisi prepričal z WC-ja. Veš, ko se potrudiš, pa pač... 2 down, 3 to go. Tretje vprašanje. Opiši svojo zadnjo vezo z eno besedo. To me pa prav zanima. No, številka 1. Užas. To je to. Okay. Številka 4. Malo se Več je besed zgubil. je samo ne prav naj. Kaj več besed? Eno ti. Kaj si ga čula? On sploh ne ve, gledaj, on Ja, sploh ti- ne ve, kaj govori. Ti poslušate. Ja. Toliko lepih je, da pač... A ja, všeč ti je bilo? Ja. Wow. No pa povej. Hiter, 1. Sprostite. Ula, še zdaj razmišlja o bivši, sam to ti lahko povem. To pa ni res. Čas gre naprej. Ok, 5. Prekislo? Ok. Pol pa še 6. Ekstremnost. To je bil pa zanimiv odgovor. Bi pa lahko kaj več povedal, ne? Ok, imam še eno vprašanje, ker se ne moram čisto odločiti, tako da katero pesem bi zapel punci za podoknico? Wow, le za Kero se bojo polkaholiki odločili. To bo res šok. Številka 1. Podoknico. Po mojem sam znam sam par besed ono. Are you lonesome tonight? To, Okej. Elvis Presley. Ok. 4. Shallow. Zakaj? Prvo lepo jaz zapojem, pa duet, ne? Bravo, to ti pa dam. Tole je pa ratal zanimiv. 5. The One, definitivno. Ok. Pa še 6. Mislim pa, da bi kar pod oknom sem stal in bil sem vesel. Ta je pa domač. Čujemo slovensko. Ok, mogoče bi ven dala 6.
šestko, ker so me vse angleške mogoče malenkost bolj prepričale, tako da šestka, I'm waiting for you. Živjo. Ja, mogoče malo, ampak le angleške pesmi so me bolj prepričale. Četrto vprašanje pa je, kaj ti je najpomembneje v življenju in zakaj? Nor! Številka 1. Jaz bom edini, ko bom iskren, ful veliko kdo reče, da denar ni pomemben, pa je pomemben. Meni je ni mi denar najbolj pomemben, no. Mislim, da lahko gre ostale športke. Sreča, evo, to. Številka 5. 4. Sicer bo zvenelo diplomatsko, ampak družina, ne, ker brez staršev ni nič, ne. Brez staršev ni otroka, ali? Zvestoba. Wow. Okej. Zdaj pa mogoče bi dala čisto prvega ven, ker je v bistvu svoj odgovor na sredini spremenil. A ja? Kar izraža neodločnost. Živjo. In sem spremenil odgovor na sredini. Ja, no sej. Mogoče mi pa ni tako žal, ker si malo prestar zame. Zmenjeno. Ok, zdaj pa dva zadnja fanta in finale. Za vaju imam dva vprašanja, eno bonus vprašanje. In prvo vprašanje se glasi, kaj bi naredil, če bi na lotu zadel glavni dobiček? Ok, številka 4. Težko vprašanje. Jaz sem taka dušica, prijazna. Ne hvalim se, resnica. On bi kupil brikete za vse brezdomne mačke. Ja. Vprašajte starše, Ja. jaz bi dal denar družini, punci, bratu, pol pa bi še dal nekam dobrodelnim ustanovam. In pa blind date z drugo. Ok, lej. Ok, 5. Jaz bi se pa najprej s tabo posvetoval, najprej bi malo proslavila, ker smo taki srečni dogodek zadela, nekaj denarja. Potem pa bi bila prijazna, seveda, ker si ti taka dobra duša, pa jaz bi bil ob tebi dobra duša, pa bi malo razdelila med bližnje, med znance, si privoščila kakega malega pomerančka, mu kupila brikete. Evo ga. Tu pa je Zaja. Aj si, no. Pomeranček, ok. Zdaj pa še bonus vprašanje. Je pa povej kratek vic. Kaj? Ajde. Nijem pojma. Ne, tako mora biti spontano, ne moram zdaj z glave, to mora biti vici spontani, da punco navduši, ne zdaj kar tak. Ne, jaz pa lahko enega. Ne, jaz pa bom enega. Ula, kaj poznaš oni vic, ko gre Mujo v trgovino? Ne. Ne, jaz tudi ne, sem začetek, je pa dober, ne? Oh my god. Kdo je bil to, 4 ali 5? 5, ojoj. Tole pa bo. Ampak pomeranca, ne, to še vse nije 110% od 100. Ok, zdaj bom pa izločila 4, zaradi tega, ker me je pa 5 s pomerancom ful prepričala. Kaj si izlušal? Ja, ne vem, bolj me je prepričal pomeranc. In zmagovalec je številka 5. Živjo. Matic, kaj ti je, kaj žal, da si me izbrala? Ne, No super, evo pomerančka pa dobiš. Hvala. Ok, kakšen ti je bil tale blind date, pa kaj sledi zdaj? Predvsem zelo zanimiva izkušnja, ne? Izvirne besede tudi mojih kolegov, sotekmovalcev, ki so daleč. Mislim, sem mislil reči konkurenca, pa vidim, da ravno ni tak, ne? Ampak definitivno je bilo izvirno, seveda pa glavna nagrada še boljša, ne? Ja, kaj pa bo glavna nagrada? Ti si glavna nagrada. Tako da jaz imam zdaj date, tako da... Po pomerančka gremo, pomerančka je. To je to, hvala za vaš ogled. Hvala. Subscribite, lajkite, šerite, komentirajte, pa komentirajte, kjer ga bi vi izbrali. Se še vidimo. Čau.